Danes v Pomurskem dnevniku dan spomina na žrtve holokausta. Stanje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Predzadnja pripravljalna tekma. Selitev v hotel Diana. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je včeraj ob 19. udeležil osrednje spominske slovesnosti ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokausta. Pred slovesnostjo je predsednik Republike položil venec k spomeniku žrtvam nacističnega nasilja na judovskem pokopališču v Dolgi vasi in obiskal edino še živečo Judinjo v Prekmurju. Predsednik Pahor je najprej položil venec k spomeniku žrtvam fašističnega nasilja na judovskem pokopališču v Dolgi vasi, ki je drugo največje judovsko pokopališče v Sloveniji. To sem nekaj let počel skupaj z Eriko Fürst, danes najstarejšo preživelo Judinjo iz Auschwitza. Po tem dogodku jo bom tudi obiskal na domu in ji zaželel še veliko zdravja in življenjske moči. Ob današnji priložnosti pa bi želel poudariti tole. Že moja predgovornika sta rekla, da po hudih tragedijah v 20. stoletju človeštvo vzklika nikoli več, nikoli več. Če želimo zavarovati pridobitev miru, varnosti, strpnosti in sožitja, potem si moramo vsak dan kot posamezniki in kot skupnosti, doma in v mednarodni skupnosti prizadevati za 3 kulture, za 3 načela, za kulturo spominjanja. Ne smemo pozabiti. Za kulturo dialoga. Moramo se demokratično pogovarjati in sporazumevati. In za kulturo, za načelo mirnega reševanja vseh sporov. Pred slovesnostjo je obiskal tudi Eriko Fürst, edino še živečo Judinjo iz Prekmurja. Tukaj ste že dolgo časa? Ja, 6 mesecev, pol leta. Imam vedno na glavi nek eksem. Vedno, ko padem, se udarim v glavo. No, ampak sem prav presenečen, kako vas vidim nasmejano, tako radostno, čudovito. Srečna sem, ker vas vidim, tako blizu, da ste tu pri meni. Ja, prav rade volje. V Sloveniji je bila v času druge svetovne vojne judovska skupnost najštevilčnejša prav na območju Lendave in Murske Sobote, vendar je zaradi holokausta tako rekoč izginila. Danes poteka prireditev tukaj v Lendavi pod pomenljivim krikom človeštva nikoli več. Nikoli več vojne, nikoli več takega moralnega dna človeštva, kot je bil holokaust. Naj rečem, da se mi zdi mogoče ohraniti mir in varnost za sedanjo in prihodnje rodove samo pod pogojem, če bomo v zlasti sedanjih, precej napetih mednarodnih odnosih uspeli ohranjati in krepiti 3 pomembne kulture. Najprej kulturo spominjanja, zaradi česar je Organizacija združenih narodov tudi proglasila Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Da ne pozabimo, da se spomnimo. Tudi župan je prav rekel, ko nas je pozval, da nikoli tudi naslednje generacije tega ne pozabijo. Potem v primeru pozabe obstaja toliko večja verjetnost, da se take tragedije ponovijo. Spomin sam ne preprečuje, da se ne bi zgodile, pomaga pa pri tem, da se zavemo nevarnosti in tveganj. Po besedah lendavskega župana Janeza Madžarja je judovska skupnost v Lendavi pomembno zaznamovala okolje in pustila dragoceno dediščino, zato bodo tam postavili tudi nove spominske tlakovce.
V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je v zadnjem tednu naraslo število bolnikov s COVID-19, vedno več pa je tudi zaradi okužb in karanten odsotnih zaposlenih. Samo v ponedeljek so zabeležili 43 novih okužb med zaposlenimi, zato ocenjujejo, da bo kadrovski izpad v prihodnje še večji. Več o trenutnem stanju pa je povedal strokovni direktor Matjaž Vogrin. V zadnjih nekaj dneh, v zadnjem tednu je dejansko prišlo do precejšnjega porasta števila pacientov, ki se je pri upadu četrtega vala znižalo nekje na 80, danes ponovno 128 pacientov, od tega na srečo samo pod narekovaji 26 v intenzivni terapiji. Skratka, kapacitete se ponovno večajo, opažamo pa, da je struktura med hospitaliziranimi COVID pacienti nekako drugačna kot v predhodnem valu. Omikroni napravijo svoje in če povem konkretne številke, v intenzivni terapiji je med 26 pacienti 24 takšnih, ki se zdravijo tudi zaradi covidne pljučnice. V glavnem tukaj gre za paciente, ki so bili inficirani z tako imenovanim delta sevom, medtem ko na akutnih oddelkih je od 102 pacientov samo 44 takšnih, ki imajo hkrati tudi covidno pljučnico. Med bolniki na intenzivnem zdravljenju je cepljenih proti covidu le 15%. Medtem ko na AB oddelku je ta procent danes okrog 25%. Glejte, jaz se samo opažamo, pač te številke so, na srečo je očitno omikron deluje na tak način, da ne povzroča covidne pljučnice v takšnem procentu, kot bi to bilo prej. Če bi se to namreč dogajalo, bi bil že kolaps zdravstvenega sistema že prejšnji teden. Ob tem je kritična predvsem kadrovska slika. Okoli 300 zaposlenih je namreč razporejenih na COVID delovišča in tako manjkajo na delovnih mestih za oskrbo ostalih bolnikov. Ki pravzaprav omogoča, da tiste zdravstvene delavce, ki so bili v rizičnem stiku, ne napotimo v karanteno. Tu imamo posebne protokole. Tisti, ki so bili cepljeni, seveda morajo spremljati svoje zdravstveno stanje, četrti dan jih testiramo z PCR testom in tako naprej, medtem ko tisti, ki niso bili cepljeni, so pa vsak dan po okužbi, po rizičnem stiku testirani in seveda, če nastopijo klinična slika, potem jih seveda takoj izločimo iz delovnega procesa. Če tega ne bi delali, bi se tistim 45, ki so izločeni zaradi neposredne okužbe, pridružilo še vsaj 45 tistih, ki so bili v rizičnem stiku. To bi pomenilo kolaps našega sistema že v tem trenutku. Strokovni direktor mariborskega UKC-ja pričakuje, da se bo stanje v prihodnjih dneh še poslabšalo. Vedno več bo udarov v bele cone. Povečevalo se bo število rdečih con, ponovno pa opozarja tudi na velik izpad kadra. Nogometaši soboškega prvoligaša so na drugi pripravljalni tekmi popravili vtis z prvega srečanja. V dvoboju s Čukaričkim, ki je na 3. mestu srbskega prvenstva, je bilo napak med igro namreč precej manj. Dvoboj s 3. ekipo srbskega prvenstva pa se je končal z izidom 1:1. Trener črno-belih je izpostavil, da so tokrat bili pametnejši v igri kot na prejšnjem pripravljalnem srečanju. Torej, ni bilo individualnih napak, ki so se nam dogajale na prejšnji tekmi. Ideje, ki jih iščemo, delamo, so bile v veliki meri izpolnjene, pa nasprotnik izredno kvaliteten. Težka tekma, tudi pogoji niso bili idealni, precej vetra. Vsem skupaj s korakom naprej, ki smo ga naredili, v primerjavi s prejšnjo tekmo moramo biti zadovoljni. Zadovoljen je predvsem zadnjimi 30 minutami srečanja. V zadnji pol ure smo bili bolj nevarni. Medtem, ko smo prvih 6 minut imeli kontrolo na tekmo, smo mogoče si premalo upali, preveč kontaktov imeli pri iznosu pod pritiskom nasprotnika in smo se sami spravljali v težke situacije. Sedaj smo imeli hitrejšo žogo, reševali smo z 1-2 dotikoma. Fantje so prišli polni energije gor na teh zadnjih pol ure in zanimive izdelane akcije so si kar sledile ena za drugo. Glavne razlike s prejšnjo tekmo so po njegovem mnenju bile res grobe napake, individualne, ki so verjetno posledica tudi utrujenosti, mentalne pripravljenosti na to tekmo zaradi utrujenosti in vsega. Te napake se nam zdaj niso dogajale. To je tista največja razlika. Torej smo bili tekmovalni, smo si želeli rezultata. Na koncu, kljub temu, da je pripravljalna tekma,
je tudi rezultat pomemben, ni ključen, ne podrejamo vse rezultatov, je pa pomemben za psihološko nadaljevanje. V dresu črno-belih pa je prvič debitiral tudi Gregor Balažic. To, kar je Grega danes pokazal, je zadovoljivo, ampak to je šele prvi korak. Grega ni redno igral zadnjih pol leta, tako da ga bomo postopoma vključevali, večali obremenitve in tudi postopno bo sledila večja minutaža na tekmah. Zadnje pripravljalno srečanje bodo murskosoboški nogometaši odigrali v nedeljo, ko se bodo pomerili s Sofijsko Slavijo, ki je v bolgarski ligi tekmec Ludogorca. V domu starejših občanov Rakičan so bili uspešni na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za prenovo matične enote v Rakičanu. V celoti bodo prenovili notranjost doma, kar pomeni, da bodo prešli na nove tehnične standarde in normative. V času prenove pa bodo stanovalce premestili v prostore hotela Diana. Več o tem pa nam je povedal direktor doma. In mi smo dobili priložnost pravzaprav najeti te prostore za naše potrebe. Mi smo najprej pregledali ta objekt in bili malo presenečeni, da je objekt v tako dobrem stanju. Tako da smo se dogovorili tako z našim ministrstvom kot z novimi lastniki, kaj vse mi potrebujemo za naše stanovalce. Mi moramo namreč v teh prostorih izpolnjevati vse tehnične zahteve in normative, tako da bodo ti prostori dodatno prilagojeni našim potrebam. Ravno kar sem prišel iz tega objekta, ker smo usklajevali še dodatne podrobnosti, tako da objekt bo popolnoma primeren za namestitev starejših, imel bo vse potrebno, kar tudi imamo v Rakičanu, tako da se mi pravzaprav veselimo tega, čeprav bo to seveda velik logistični izziv. Mi smo na to pripravljeni, imamo razdeljeno zelo podrobno, kako bodo te preselitve potekale. Stanovalce smo načeloma že seznanili, sedaj bomo seznanili sorodnike in potem še enkrat stanovalce za podrobnim načrtom, kako bo to potekalo. Ta selitev bo tudi potekala na takšen način, da bo čim manj stresno za stanovalce. Mi moramo vedeti, da je za starejše osebe to stres. Vsaka sprememba pomeni za njih neko težavo, skrbi jih, kako bo to izvedeno. Ampak mi bomo dejansko to naredili na tak način, da bo stanovalec pri nas v Rakičanu dobil zajtrk, potem bo pa šel v sobo, ki jo bomo posebej uredili, se pravi prostor avle oziroma skupni prostor, ki ga imamo v Rakičanu. Tam bodo imeli od televizije, družabnih iger, tudi postelje za počitek. Tam bomo jim res pripravili vse, kar potrebujejo. Potem bodo še pri nas opravili kosilo. V tem času bomo preselili kompletno njihovo sobo z našim timom, tako da bo naš stanovalec pravzaprav na koncu prišel v isto sobo, kot je imel tam v Rakičanu. Na spletnem portalu Sobota.info danes med drugim poročajo tudi o pravilih glede uporabe meglenk v cestnem prometu. Več zanimivih vsebin pa poiščite na spletni strani sobotainfo.com. Jutri bo delno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 0 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti, v Lendavi in v Radencih namerili 0 stopinj, v Krajinskem parku Goričko pa 1 stopinjo Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo predvsem pod Karavankami in v severovzhodni Sloveniji pihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -4 stopinje, dnevne pa okoli 9 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V nedeljo bo sprva še precej oblačno ali megleno, čez dan pa se bo razjasnilo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -3 do 0 stopinj, dnevne pa od 5 do 13 stopinj Celzija. To pa je tudi vse, kar smo imeli za vas pripravljeno v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi še naprej in nasvidenje do jutri.